Komunar prid veselo zdravljico, bratje, čmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svit. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere, sloviče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. K tebi prihajamo, gora, z nižin, z ubijajočih cest, iz zadušnega zraka, od umazanih rek, od življenja nižin. K tebi prihajamo, gora vseh gor, če si zelena, če zasnežena, ker nas ozdravljaš, ker nas združuješ. K tebi prihajamo, gora, pomoč, ki si gora lepote, gora ponosa, gora slovenske ljubezni in upanja. Dober večer in dobrodošli vsi. Organizatorji pa še posebej pozdravljajo prisotne ministre prve slovenske vlade, gospoda Peterleta, gospoda Janšo in gospoda Dularja. Veseli me, da smo ponovno skupaj, veseli med veselimi na tem hribu spomina, kjer se vsako leto srečujemo. Pred 33 leti so se na tem kraju prvič, kar pomeni, da je danes to že 34. srečanje. Takratno srečanje je bilo v veselem pričakovanju pozitivnega izida plebiscita o samostojnosti in ko je večer minil, se nam je ta želja izpolnila. Samostojna Slovenija pa je prinesla nazaj tudi samostojnost občine Medvode, ki bo prihodnje leto praznovala 30-letnico ponovne samostojnosti. Veseli nas, da je po 30 letih organizacije praznovanja samo pod okriljem odbora Sveti Jakob 1990 s prijatelji, občina Medvode pristopila k soorganizaciji te slovesnosti in je to naše praznovanje postalo tudi uradna slovesnost občine Medvode ob prazniku. K uvodnemu nagovoru zato vabim župana občine Medvode, Nejca Smoleta. Ljubi Slovenci, dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni na Štefanovo, tu pri nas ob cerkvici Svetega Jakoba nad Medvodami. Vsako skupnost na nek način konstituirajo in potrjujejo ter na to utrjujejo tudi posebni dogodki in običaji, ki se iz njih razvijajo. Naše vsakoletno, leto že 34. srečevanje na Jakobu je eno takih in verjetno najpomembnejše za našo skupnost tu med vodami. Čeravno se je vse začelo na znameniti decembrski večer, ko so se nestrpno pričakovali rezultati plebiscita,
je danes naše srečevanje preraslo te okvire. Preraslo v srečevanje vseh, ki slovenstvo enostavno čutimo. V srečevanje vseh, ki vsakič znova, ko zaslišimo himno, začutimo prijeten sprelet po telesu. Vseh tistih, ki si ne moremo kaj, da bi se ob čudoviti domači pesmi za trenutek ne izgubili v prijetnih občutkih in zraven malce zamrmrali. Dragi zbrani, nerad uporabljam izraz Slovenci, zamejski Slovenci in kar je podobnega. Prevečkrat sem bil že namreč preko meja in tam našel mnogo tistega, česar nam tu, vsaj tako se zdi, včasih primanjkuje. In predobro vem, da slovenstva pač ne predpostavlja ta ali ona meja. Čista ljubezen do domovine, nepokvarjen zanos, ter prav nič na škodo drugega povzdigujoče domoljubje, to naj bo tisto, kar nas označuje vse. Zato gredo moji pozdravi prav vsem vam, ki ste se danes tu zbrali. V vseh nijansah naših pogledov, izkušenj in prepričanj. Iskren in topel pozdrav vsem, ki smo se danes torej zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni, naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Veseli smo, da so srečevanja tukaj na Svetem Jakobu postala prostor združevanja Slovencev iz domovine, zamejstva in izseljenstva. Jakob postaja točka, ki združuje, povezuje vse, ki v srcu nosimo ljubezen do domovine. Kar brez solza moja mladost, ni ga zlata, da bi našla spet k tebi most. Zame je grenak tujine glas in pretrd korak, ki reže čas. Vselil nemir, sejel večer, z njim trpke sanje. Misel na dom, nihče nocoj ni tu z menoj. Dolgo že boli me domotožje, misli ne vedo nekod nekam. Želim si dom, kjer polno rožje, hudoče si na tujem sam. Gledam lastovke, ko odletijo in se vračajo domači kraj, pa mi roki pozdrav zdrhtijo. Peljite ptice me spet nazaj. Želim si dom, kjer polno rožje, hudoče si na tujem sam. Gledam lastovke, ko odletijo in se vračajo domači kraj, pa mi roki pozdrav zdrhtijo. Peljite ptice
Prihodnost, ki smo jo dolgo čakali, je tu. Dokončno smo postali ustvarjalci svoje družbene in državne sedanjosti in prihodnosti ter ustvarjalci svoje nacionalne, kulturne in politične civilizacije. Dokončno smo dobili priložnost, da aktivno soustvarjamo gospodarsko, kulturno in politično podobo Evrope. Ne smemo pozabiti, da je bil starodavni slovenski karantanski obred ustoličevanja knezov in vojvod na Gosposvetskem polju temelj za nastanek pogodbene teorije prava o prenosu oblasti iz ljudstva na vladarja, kar je bila tudi inspiracija za nastanek demokratične ureditve v obliki ameriške deklaracije o neodvisnosti izpod peresa Thomasa Jeffersona. Zavedamo se pomena dela naših prednikov, ki so slovenstvo ustvarjali in ohranjali v težkih zgodovinskih in družbenih okoliščinah ter ga znali v skladu s časom spreminjati tako, da je iz njega zrasla sodobna slovenska država. Zapustili so nam univerzalne vrednote svobode, pravičnosti, solidarnosti in domoljubnosti, ki so postali temelj demokracije, enakosti, človekovih pravic in pravne države Slovenije. Pa je Slovenija leta 2023 res tista država, o kateri smo sanjali leta 1990, je izpolnila naša pričakovanja, si jo želimo in smo jo pripravljeni izboljšati. Je domoljubje samo še del takih proslav, kot je današnja, ali živi med nami? Zato so vsakoletna srečevanja na Svetem Jakobu tako zelo pomembna, da se vprašamo, kako čutimo domovino, kako jo čutimo mi, ki v njej živimo, in se zato včasih ne zavedamo njene vrednosti in pomena, smo do nje morda nekoliko nespoštljivi, lahko bi rekli tudi malomarni. In kako domovino čutijo naši vsakoletni gostje iz zamejstva in izseljenstva, ki so domovino na nek način izgubili in jim kot izgubljena ali morda bolje rečeno oddaljena vrednota izredno veliko pomeni. Zato z velikim veseljem na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, dr. Valentina Inska, predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev, diplomata in domoljuba, da nam spregovori ob današnjem prazniku. Hvala lepa, ja. Mislim, da mi je govor kar dober, ampak to predolga, ne. Jaz sem bil diplomat in sem se navadil na take stvari, bom pa skušal kaj skrajšati, ja, ne. Spoštovani gospod Škof Saječe je še tukaj, draga duhovščina, dragi člani prve slovenske vlade, gospod župan, cenjeni organizatorji današnjega tradicionalnega srečanja na hribu Svetega Jakoba. Slovenija slavi v slovenski narod in tako kot ima vsak človek svoj rojstni dan, tako ima tudi svoj rojstni dan. Slovenija, leta 1990 je bil torek, tako kot danes, in radi se spominjamo tistega dneva. Za koroške Slovence je bil ta dan posebno pomemben, saj smo prej morali vedno razlagati, kaj je to Slovenija, kaj je to slovenski jezik. Ja. Mi smo govorili, da je to na severu Jugoslavije, da so tam 3 uradni jeziki, slovenščina, srbohrvaščina, makedonščina, in da na severu živi en narod, ki ima tudi svoj jezik in tako naprej, in da še živijo ob robu Jugoslavije še tudi Slovenci, ne, v Trstu, Gorici ali pa na Koroškem, in sem vesel, da ste omenili tudi karantanske običaje. To danes vse odpade, tole razlaganje, ne, kaj je to Slovenija. Slovenija ni več neka država znotraj Jugoslavije, ampak samostojna država znotraj Evropske unije. In je članica OZN in bo čez 5 dni spet v varnostnem svetu Združenih narodov, to je najvišji gremij Združenih narodov in to že drugič. Ja. Jaz bi rekel, da Slovenija tam lahko veliko stori in jaz bi to na enem primeru morda pojasnil. Ko je bila Avstrija v varnostnem svetu leta 1992, ne, je bilo vprašanje, ali naj postane Slovenija članica Združenih narodov ali ne, oziroma kdaj. In tedaj Avstrija, ki je samo vsakih 17 let v varnostnem svetu, je predlagala Slovenijo, Bosno in Hrvaško, da se sprejmejo te 3 države v Združene narode. In to je bilo točno 22. maja 1992. In od tedaj naprej je to tudi dan slovenske diplomacije, kot spomin na tale važen dan. Seveda, danes so še drugi problemi, ki so pred varnostnim svetom, recimo Bosna. Jaz sem tam poročal 25-krat. Včasih so me poslušali, včasih pa ne. Ampak gre pa za to,
da je Slovenija, ali je to v Združenih narodih ali pa v Bruslju, iznajdljiva, ali ima dobre ideje, ali zna vztrajati pri kakih svojih idejah, ali je trda uradna. Člani slovenske misije v New Yorku se bodo posluževali diplomacije, pogajanj in analiz raznih situacij na celem svetu in se bodo morali boriti za slovenske interese na tem svetovnem pozorišču. Seveda se bodo pa morali tudi boriti za interese Združenih narodov, to so človekove pravice, to je spoštovanje mednarodnega prava in seveda vsi drugi stebri tega mednarodnega prava. In tako je pač pri eni hiši, če se podere en vogal hiše ali pa en steber, da potem cela hiša lahko pade, in tako je tudi z mednarodnim pravom, če se en steber podre, lahko pade celo tole poslopje mednarodnega prava. In to smo doživeli 2008, ko je Rusija okupirala en del Gruzije, Abhazijo in tudi Južno Osetijo, ko je potem okupirala 2014 Krim in potem, kot veste, lansko leto okupirala še 20% ozemlja Ukrajine. Torej, v Ukrajini gre za nedotakljivost meja in za to, da Ukrajinci sami odločajo, tako kot Slovenci pred 33 leti, da Ukrajinci sami odločajo, kje hočejo biti. Ali hočejo biti Zapadom, ali hočejo biti Sibirijo. Mislim, da se razumemo, v Sibiriji so tu dobri ljudje, ne? Jaz sem se rusko učil in študiral, ampak odločitev mora biti prepuščena Ukrajincem in oni hočejo živeti Zapadoma, ne? In tudi Slovenci so se sami odločali o svoji usodi in Franc Bučar 26. decembra slavnostno objavil rezultate referenduma. 88,5% je bilo za samostojnost, 4% so bili proti, torej čisto jasno. In seveda bi bilo lepo imeti kakšne filmske posnetke ali pa fotografijo tega dneva na tem vrhu tukaj. Verjetno je to bil en ljudski praznik, ne? Na Koroškem smo tudi bili veseli tega, ker mi smo pač bili na meji Jugoslavije. Jaz sem še doživel kot otrok begunske tokove, ko so po zimi predvsem prišli begunci čez Karavanke. In moja mama, ki je tukaj iz bližine, iz Vodica, je znala srbohrvaško, so potem vedno sosedje rekli, ja, pojdite tja k gospodu Inckotu, oni znajo jezik. In jaz se spominjam, prva pot je vedno bila zdravniku, ker so imeli poškodovane noge ali pa roke, zaradi mraza, in ta druga pot je vedno bila potem policiji zaradi političnega azila, ne. To seveda zdaj vse odpada in smo tega vsi veseli in lahko se reče, da je nam Koroščan tem boljši, čim več ugledamo Slovenija v svetu. Čim boljša je Slovenija, čim bolj solidna, znana, priznana, in to nam tudi koristi. In enkrat sem celo slišal Beljaku pri enem nogometnem turnirju, ko sem šel v frizerju, moj sin je igral nogomet, je rekel, die werden uns überholen, oni nas bojo prehiteli. In sem si mislil, kakšne razgovore imajo tle pri frizerju, ja. On je govoril o Sloveniji, tisti klient, oni nas bodo prehiteli. Ja, to je en dober imidž, če imaš tak imidž, seveda je to tudi treba vzdrževati. Ampak, in še nekaj bi jaz rekel, zelo važna stvar, moja žena je Argentinka, ja. Odkar imajo Slovenci svojo državo, imajo Slovenci po svetu simbolično svoje pristanišče. Svoje pristanišče, od Avstralije do Argentine, in tudi kar je vmes, vsak ve, če mi bo slabo šlo, če bo treba kam iti, jaz imam Slovenijo kot mojo domovino. In to zelo veliko pomeni in sploh se to ne da opisati, kaj za te ljudi to pomeni, ki so šli ven leta 45 ali pa njihovi starši, zdaj pa lahko pridejo spet noter nazaj v svojo domovino. Kratko bi rad razmišljal tudi o naši samozavesti oziroma o manjkajoči samozavesti. Tudi na Koroškem je to en problem. Ampak, ko pridete recimo v Zagreb, takoj opazite, kako so ponosni na svoje kralje, kneze in druge velikane. Tako nosijo glavni trgi in trgi v bližini centra imena znamenitih vladarjev Hrvatov, trg kralja Zvonimira, trg kralja Krešimira, Domagoja ali pa trg kralja Stepana. Ko sem hotel včeraj poiskati v Ljubljani ulico slovenskega kneza Samota, karantanskega kneza Borota ali pa Hotimirja, mi je Google ponudil samo ulico Edvarda Kardelja. Ampak res, to nisem jaz tam si izmislil, Ja.
In če morda nekje obstaja kakšna ulica Kralja Boruta, ki je potem gotovo na robu Ljubljane, ne pa v centru, ne? Ampak v Zagrebu je to vse v centru, Frankopana, Krešimira in tako dalje. Ne? Se pravi, da mi nimamo ta prave samozavesti ali pa nimamo pravih vrednot, ne? Da so nekatere ulice take, namesto da bi bile drugačne. Ne? In Slovenci smo seveda lahko ponosni na mnogo stvari, včasih smo pa seveda premalo ponosni. Jaz sem opazoval v mojem diplomatskem življenju tudi recimo zavestno, kako se obnašajo luksemburški diplomati in je zanimivo, da sem večkrat slišal v Sloveniji pa od slovenskih politikov, da smo majhna država, seveda geografsko majhna, ne? Ampak majhna država, vendar to v zadnjih 70-60 letih mojega življenja nisem nikoli slišal od enega Luksemburžana. Da bi on rekel, mi smo majhna država, so pa samo tako veliki kot polovica Štajerske, ne? Mislim se, ja? Oni se celo imenujejo Velika kneževina Luksemburg. To je ime, ampak oni se tudi tako počutijo kot velika kneževina in kot državljani te kneževine, ne? Dejansko imamo pa tudi mi velike može in jaz bi kar nekaj jih omenil kratko za avstrijske strani. Mi imamo 525 let Dunajske pevčke, ki jih je ustanovil Jurij Slatkonja iz Ribenceja, ne? In ti Dunajski pevčki še danes pojejo, seveda ne isti, ne? Ja, tale Slatkonja je bil prvi dunajski škof, ima lep spomenik, ne, v Dunajski katedrali svetega Štefana in to je bilo pred 525 leti, seveda on je ustanovil ta zborček sam, ampak s cesarjem Maksimilijanom skupaj. Mi smo danes zaslišali, kaj se je zgodilo z Thomasom Jeffersonom. Thomas Jefferson in Amerikanci so bežali proč od Anglije. Se pravi, da niso hoteli angleško ustavo, ampak nekaj novega. Potem pa Jefferson iskal, kje je nekaj drugega, ne? To so v Dubrovniku bili gospodari, potem doži, ne, v Benetkah, atenska demokracija in karantanski knezi in volitve karantanskih knezov. Thomas Jefferson, mi to ne bi vedeli, ne, ampak on je to počrtal z debelo črto, ker mu je to tako bilo všeč, da kmetje volijo svojega vladarja, oziroma ti plemeniti kmetje kosezi. In kamorkoli pridete tu v Sloveniji ali pa na Koroškem, boste videli vasi, ki se imenujejo koseze. Tam so živeli taki, ne. In Thomas Jefferson je to prebral, je bil navdušen in je potem seveda to tudi kopiral simbolično za Ameriko. Danes smo pa lahko ponosni na svojega Rogliča, Pogačarja. In kdo je rekel, da imajo Slovenci dobro testo, a ne? Pogačar pa Rogliča, ne? Ali pa Dončića. Na Dončića tudi so ponosni, ampak tam je detajl zanimiv. On je podpisal največjo pogodbo v amerikanski ligi za rokomet, ne, košarko, $200 milijonov. Jaz ne vem, če je to kdo še podpisal, ne, ampak Dončić za nje toliko velja. Ampak ne smemo seveda pozabiti prijatelja papežev, prijatelja vladarjev in revežev, ki je nastopil pred nekaj dnevi v Medvodah, ne, na Pedrov Pekota. Tudi njega ne smemo pozabiti. Take Slovence imamo, zato smo pa lahko tudi ponosni, ne. Ni treba biti preponižen ali pa govoriti, da smo majhen narod in to stalno ponavljati, ker potem to na koncu res verjameš, ja. Jaz bi na koncu še rekel, z enim citatom, ki sem ga prepisal nekje od nekoga gospoda Guinnessa, ja, ki govori o svetovni civilizaciji, da ta svetovna civilizacija rabi nov navdih, ker lahko civilizacija zgubi stik s svojim virom navdiha in on vidi 3 stopnje, obnovo navdiha, menjavo navdiha ali pa zaton. Če ti navdih ne obnoviš, ne, lahko zatoneš. Zato bi rekel tudi za Slovenijo nov zagon ali pa zaton, da bi se našla ena nova motivacija, saj se je Slovenija že vključila vse mednarodne organizacije, celo v svetovno evropsko vesoljsko agencijo in je treba sedaj seveda najti kakšne nove cilje. Po besedah predsednika vlade Moldavije se ne smemo obnašati kot mali narod z invalidnostjo, ne moremo samo jamrati in frustracija, celo če upravičena, nas ne bo spravila naprej. Moramo hrabriti ljudi, preseči strahove, izobraževati se, prevzeti odgovornost, seveda tudi država. Na Poljskem je na primer naravno, da se govori o ljubezni do domovine v šolah, pri skavtih,
pri gasilcih, skratka v vsej družbi. Ne vem, če je to tudi tako v Sloveniji, na Poljskem na vsak način. Istočasno pa je treba domoljubje razviti naprej, po moje pa domoljubje uspeva najbolj na en način, namreč preko kvalitete. Če smo kvalitetni Slovenci, nas bodo povsod upoštevali. Jaz mislim na koncu, da še povem 4 pojme: slovenstvo in evropejstvo, to ni nasprotje, rodoljubje in svetovljanstvo, tudi nasprotje. Ti 4 pojmi so združljivi in si ne nasprotujemo. In tako smo lahko zavedni Slovenci, rodoljubi, ampak tudi zavedni Evropejci. Hvala lepa. Gor čez jezero, gor čez Gmajnico, kjer je ljubi dom z mojo zibelko, kjer so me zibali, mamica moja, in prepevali haji, hajo. Sem še majhen bil, sem bil drog vesel, sem več bartik ropisem pil. Zdaj vse minulo je, nič več pil ne bom, saj ni več moj ljubi dragi dom. Hiša oči ima ljuba mamica, da videl bi še enkrat oba, da videl bi jo spet, mamico mojo, bi prepeval spet haji, hajo. Da videl bi jo spet, mamico mojo, bi prepeval spet haji, hajo. Dečva pa v Hartelcu rož se napaja, poveč pa mimo gre pa ji nagaja. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Če boš ti mene kaj hudga napravil, glej, da boš tudi za zibov skrb spravil. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Dečva je rajtava, jungfrava bita, pa je pozabva, zibov zakrita. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Triholdidjeja, 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 ljubeca ti. Kot
Kot je zapisal dober prijatelj naših srečevanj na Svetem Jakobu, Tone Kuntner, Slovenci na žalost včasih sanjamo in živimo različne sanje, a ne glede na naše poti, na naše sanje in prepričanja, smo še vedno vsi sinovi in hčere matere domovine, sinovi in hčere Slovenije. In ne glede na to, kam nas vodi naša država, če se s tem strinjamo ali ne, moramo ostajati ponosni na to, da se smemo imenovati Slovenke in Slovenci. Slovenec biti. Slovensko ljubiti je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti, slovensko govoriti in ljubiti. Pa s srcem čutiti slovensko stvar, slovenski svet, hiše, gozdove, polja, ljudi. Tako čutiti, da ne moreš brez njih. Pa to ni tako, kakor jesti in piti. Ne moreš preveč ljubiti in biti. Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj. Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti hezina, meni si zemeljski raj. Tu je šige, tu je ljudstvo, so prijatelji bratene. Slava le slovensko čustvo, srce moje veseli. Srce moje veseli. Primi celo zemlja milna, primi srce moje v dar, da bi vedno matka bila, nezabljena nikdar. Da bi vedno matka bila, nepozabljena nikdar. Tu je šige, tu je ljudstvo, so prijatelji bratene. Slava le slovensko čustvo, srce moje veseli. Srce moje veseli. Primi celo zemlja mila, primi srce moje v dar, da bi vedno matka bila, nezabljena nikdar. Da bi vedno matka bila, nepozabljena nikdar. Občina Medvode praznuje svoj praznik in podeljuje priznanja zaslužnim občanom na obletnico rojstva našega znanega sokrajana Jakoba Aljaža.
Duhovnik, planinec in pesnik je bil tudi v javnem življenju zagovornik narodne sloge, kar je dokazoval s svojimi nastopi. Zato vas vabim, da skupaj s Škofjeloškim oktetom zapojemo njegovo ponarodelo planinsko himno Oj, Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil, ljubiče, vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsegdar. In zadnja, ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radosno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom je pesem, ki jo je radgonski duhovnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič leta 1894 pod imenom Slavin objavil v mariborskem bogoslovnem glasilu Lipica. Leta 1895 je to pesem odkril in uglasbil dovški župnik in skladatelj Jakob Aljaž. Pesem so v originalni zasedbi Jakob Aljaž, Matej Hubat, Andrej Gasner, Janez Klinar in Tomaž Košir prvič izvedli 22. avgusta 1895 ob uradnem odprtju Aljaževega stolpa. In sorodnik Jakoba Aljaža je tudi naš častni občan Janez Šušteršič, človek, ki je zaslužen za to, da današnji praznik slavimo tu, na svetem Jakobu. V svojem nagovoru bi z vso pravico malo spremenil besede Jakoba Aljaža, da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga. Torej, na oder vabim za par besed človeka, ki res lahko reče, pa vem, da v svoji skromnosti ne bo, dan samostojnosti in enotnosti slavimo na svetem Jakobu, je največ moja zasluga. Janez Šušteršič, beseda je vaša. Hvala za pretirane prijazne besede voditeljice. Jasno je, da ne bom rekel tega, kar je bilo povzeto od mojega sorodnika.
predvsem zaradi tega, ker tisti, ki smo soustvarjali te slovesnosti, tisti posamezniki so tukaj neimenovani s svojo srčnostjo prispevali morda celo več, kot sem sam. Bili so enostavno nezamenljivi in en človek ne pomeni tukaj nič. Tisto o zaslugah je pa sploh problematično, ne. Čim jaz sem relativno že kar v dobrih letih in vem, da ko se začne govoriti o zaslugah, gre vse potem navzdol. Poglejte, pri vseh teh lučeh, da vas sploh ne vidim, ne, sem se spomnil na en citat iz Leonarda Cohena, ko je rekel, na svetu ni tako majhne razpoke, da ne bi mogla v njo prodreti svetloba. In eno veliko željo imamo, da svetlobo današnjega srečanja, svetlobo tistega dogodka 23. decembra 1990 na tem hribu in v celi Sloveniji, svetlobo Božiča odnesete v dolino, v svoje družine, med ljudi, med narod. Na koncu bi vam še želel varno pot domov in v naslednjem letu pametne, preudarne odločitve na križpotih življenja in poskrbimo za svoje zdravje, kolikor je v naši moči, da se bomo drugo leto osorej spet srečali tukaj, na tem hribu in počastili ta dan. Upam, da za eno leto zrelejši, upam pa tudi, da pametnejši. Hvala. Zahvaljeni, presrčno, za ljubezen, gorečo, brez vračila in plačila, saj bi drugače ne bila ljubezen, ki ste jo živeli in živite, ki ste z njo gradili in gradite dom in domovino. Zahvaljeni, presrčno, za ljubezen, ki je vgrajena v vse, kar je zgrajeno, in je blagoslovljeno vse, kar je iz nje rojeno in storjeno. Zahvaljeni, zahvaljeni, ki ste jo pisali s krvjo v rodno zemljo in v srčno knjigo, ki ste z njo odšli v minljivost, ne vedoč, da ni minljiva. Zahvaljeni. Zahvaljeni, ki z njo delite naš usodni čas. In zahvaljen čas, ki ga živim in ga sprejemam kakor dar in kakor milost. S tem se današnja proslava končuje. Za pomoč pri organizaciji se še posebej zahvaljujemo občini Medvode in javnemu zavodu Sotočje Medvode, župniji Sveta Katarina, krajevni skupnosti Katarina in turističnemu društvu Katarina, slavnostnemu govorcu Valentinu Insku, škofjeloškemu oktetu pod vodstvom dirigenta Andreja Žagarja, Robertu Malovrhu, pevki Maši Demšar in harmonikašu Danetu Jemcu,
recitatorki Anici Horvat in avtorju pesmi Tonetu Kuntnerju, ter vsem posameznikom, ki že vrsto let skrbite, da ta proslava je to, kar je. Zahvaljujemo pa se tudi vam, ki ste na današnji večer prišli na svetega Jakoba in se skupaj z nami spominjali zgodovinskega dogodka, ki se je odvil na današnji dan pred 33 leti. Scenarij prireditve sta pripravila Janez Šušteršič in Iztok Pipan. Ob povratku z gore slovenske ljubezni vas na sedlu pri križu čaka toplo okrepčilo, kot pozornost občine Medvode za vse, ki negujete tradicijo srečevanj. Sedaj pa vas vabim, da skupaj zapojemo ponarodelo Avsenikovo Slovenija, odkot lepote tvoje. Uživajmo jih in prihodnje leto ponovno na snidenje na svetem Jakobu. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najdiš lepši je svet, kje lepše je kot doma, se skriva v daljave zazre, pregričev dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, izrečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem pojem, ne išči sreče drugo, kot le doma. Povej še oblaček ni bil, odhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zavil, preletel je prek sveta, in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem pojem, ne išči sreče